Živijo, verjamem, da ste ok, to pa je že 18. Hervisov pregled najbolj izpostavljenih aktualnih nogometnih zgodb naravnost iz Anglije. Januarski prestopni rok je torej dokončno zapečaten. Zadnji nakupi največjih klubov ponujajo zanimivo analizo, ob kateri moramo upoštevati seveda dve dejstvi. Prvič, naslov angleškega prvaka je bolj kot ne že oddan, drugič pa stalni reprezentanti udeleženk svetovnega prvenstva v Rusiji nujno potrebujejo igralno minutažo. Po torkovi novi senzaciji v Swanseaju ali porazu Arsenala proti takrat zadnjemu v Premier Ligi še z večjim zanimanjem pričakujemo nastop prenovljenega Arsenalovega napada, zdaj s Pierre-Emerikom Aubameyangom in Henrikom Mkhitaryanom, golgetarskim dvojcem preizkušenim že pri dortmundski Borussiji. Še bolj kot okrepitvi pa je za Arsenal pomembno podaljšanje pogodbe z Mesutom Ozilom. Arsenal se torej namenja, čeprav brez novih branilcev, ki jih tudi potrebuje, osvojiti Ligo Evropa in se s tem avtomatično vrstiti v Ligo prvakov za prihodnjo sezono, v kateri bi moral biti res precej bolj konkurenčen. Toda Arsenal po novem brez Olivierja Girouda, ki je bil dokaj presenetljivo prodan Chelseaju. Chelsea pa je točno tak profil izkušenega visokoraslega napadalca iskal že vse od lanskega poletja. Chelsea ima zdaj v svojih vrstah za solidno ceno slabih 18 milijonov funtov glavnega napadalca francoske reprezentance ali poleg Kante in Bakayokoja tretjega Francoza. Francozi pa so, kot vemo, med resnimi kandidati za osvojitev celo svetovnega prvenstva. Še en Francoz, Aymeric Laporte, novi centralni branilec Manchester Cityja, pa je bil v sredo zvečer v obračunu in seveda ob zmagi proti West Bromwichu že stestiran. Laporte je igral sijajno. Kako se bo moral Liverpool za dosego željenega četrtega mesta v prvenstvu v Premier Ligi torej naprezati brez neposredne rezerve za odprodana Filipa Coutinha in Daniela Sturridgea, bomo že še videli. Vsekakor drži, da imajo tudi pri Tottenhamu še naprej izrazito ambicijo obstati med najboljšimi, zato se je po Sergeu Aurierju iz Paris Saint-Germaina k Spursom preselil še winger Lucas Moura. Manchester United pa seveda z novincem Alexisom Sanchezom želim, če ne drugega, čim dlje prodreti v letošnji Ligi prvakov. To je bil Hervisov nov pregled najbolj aktualnih zgodb iz nogometne Anglije. Se vidimo prav tu na Hervisovem Facebooku že čez teden. Zelo povprečno srečanje. West Ham 1, Crystal Palace 1.